Pozdravljeni vrtičkarji, se sprašujete, kako kombinirati paradižnik, kumare, papriko, jajčevce in ostale plodovke v domačem vrtu. Pri kombinacijah seveda pazimo, da paradižnik ali kumare na opori ne senčijo paprike, jajčevca, feferonov, čilijev in ostalih plodovk, tako bodo ostale rastline imele dovolj sonca in bodo dobro uspevale. Dobra oskrba z vodo je ključ do uspeha pri gojenju kumar in paprike, ki zahtevata največ vode. V začetku zalivamo zmerno, dokler se sadike ne ukoreninijo. Predlagam, da v vrtu in rastlinjaku poskrbite za optimalno oskrbo z vodo s pomočjo bioorganske zemlje, ki tla tudi rahlja. To naredite tako, da kocko položite v samokolnico in dodate 30 do 35 litrov vode. Tako iz 5-kilogramske kocke pridobite kar 70 litrov zemlje, ki jo mešate z vrtno zemljo. Ena kocka bioorganske zemlje zadostuje za 2 do 3 kvadratna metra. Predlagam, da jo samokolnice razporedite po gredici in z vrtnimi vilami vdelate v tla, na večjih površinah pa uporabimo motorni kultivator. Pred sajenjem poskrbite za organsko gnojenje. Paradižnik, paprika, jajčevci in kumare imajo rade bolj bogata tla, ki jih gnojimo nekoliko manj od gredic z zeljem, ohrovtom, cvetačo in ostalimi kapusnicami. Z uporabo bioorganika bo v vrtu manj strun, polžev, vrtnine pa primerno pognojene. Paradižnik in ostale plodovke gnojimo v odmerku 2 kg briketov na 10 kvadratnih metrov. To naredimo tako, da gnojilo potresemo po gredici in ga z bioorgansko zemljo vdelamo v tla. Pri kombinaciji v rastlinjaku enostavno ne morete zgrešiti. V rastlinjaku ni nič narobe, če višje rastline senčijo nižje. Tako lahko skupaj sadimo celo paradižnik in papriko. Na eni strani predlagam, da kombinirate kumare in bučke, na drugi strani pa papriko, paradižnik, jajčevce in ostale plodovke, naslednje leto pa polovici zamenjate. Moje ime je Davor Špehar, veseli me, da to leto vrtnarimo skupaj.